Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Predstavljajte si policiste, ki morajo popisovati rogljičke, tekati za kolesarji, pisati kazni za hupanje, loviti ljubimce in prešušnike, sedaj pa še stražiti snežne falose. Ni jim lahko. Vi pa gledate 40. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo nam v resnici vlada. Kdo nam v resnici vlada doma in v Evropi. Kot vemo, vladavina prava že nekaj časa tepe Madžarsko in Poljsko, po novem pa tudi Slovenijo. Kdo nam v resnici vlada, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Igorja Lukšiča in magistra Bernarda Brščiča. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Dober večer. Igor, ti si bil minister, bil si predsednik stranke, vodil si stranko, ki je bila članica vladne koalicije. Ali si kdaj mislil, da bo tak problem v Sloveniji, ko ustavno sodišče reče, da je treba predpise objaviti v uradnem listu, če ne velja? Veš kaj, po pravici povedano, sem si mislil, zaradi tega, ker vladanje vendarle je ena zahtevna dejavnost. Zlasti v tistem delu, ko gre za tehnična opravila, za nekaj, kar morajo tehnične službe poskrbeti. In kar se poskrbi samo od sebe, se pravi, to ni odgovornost tega političnega dela. Odgovornost političnega dela pa je, da ne zamenja pregloboko ljudi, tako da ostanejo tisti, ki so nujni za tehnično delovanje vlade. In z ozirom na to, da sem videl, kako je prva Janševa vlada menjala ljudi, pa druga Janševa vlada, nekateri so menjavali celo šoferje, tajnice, zelo globalno, recimo zdaj vidim na Ministrstvo za šolstvo, ena tajnica, ki je služila najrazličnejšim ministrom, pa šofer, tudi so ga zdaj šli zamenjati. Zakaj je to treba, ne vem, ampak če so isto naredili tudi s temi ljudmi, ki morajo skrbeti za tehniko vladanja, potem je to logična posledica. In to je slabo, to pa je politična odgovornost. Ja. Bernard, recimo, si predsednik vlade, cel čas se ukvarjaš z epidemijo, vemo, to je problem številka 1 povsod, tudi v Sloveniji, potem pa ti recimo takole zabijajo nož v hrbet tam, kjer bi ga najmanj pričakoval. Ja, jaz mislim, da gre za precejšen zdrs, dejansko bi moral nekdo za to odgovarjati, gotovo ni to predsednik vlade, ampak službe, tu mislim na vladno službo za zakonodajo, polna je pravnikov in to, da nomotehnike ne obvladajo, da ne nudijo podpore tehnične za precej samoumevne stvari, kot je ena temeljnih zahtev vladavine prava, je, da so pravni akti javno objavljeni. In če v Sloveniji pomeni javna objavljenost to, da je v uradnem listu objavljeno, samo po sebi umevno, se mi zdi to precejšen zdrs, daleč od tega, da bi lahko govorili o somraku vladavine prava. Slovenija ni pravna država, ni bila pravna država leta 1945, ni bila leta 1990 in ni tudi leta 2020. Se pravi, govoriti v razmerah, ko se ne upošteva množice sodb ustavnega sodišča, o tem, da je to nek eklatanten, nezaslišan primer, s tako oceno se ne strinjam, je samo eden izmed simptomov tega šalabajzerskega razumevanja prava in tega, da bi nekateri očitno radi vladali po domače. Kot rečeno, vlada mora delovati in poskrbeti za zakonitost delovanja in tu, po mojem, je odgovornost vladne službe za zakonodajo nesporna. Igor, zdaj, koliko sem jaz zasledil, vsaj prejšnji teden, mogoče se je zdaj vmes kaj spremenilo, pa ne verjamem, se pravi, tvoja kolegica z fakultete, pa zdaj naslednica na mesto ministrice za izobraževanje, ni v bistvu sploh komentirala te odločitve ustavnega sodišča, čeprav vse odločba nanaša predvsem na sklepe vlade, ki so podaljševali odloke z področja izobraževanja. Kako ti to komentiraš? Veš kaj, se ne vem, kaj lahko na to rečeš kot minister, ne? Zaradi tega, ker je to odgovornost, kot je Bernard rekel, tehnične službe, se pravi službe vlade za zakonodajo in verjetno sekretarja vlade,
ki mora za to poskrbeti, da zakon konča tam, kjer mora. Oziroma v tem primeru odlok, ne, ali pa sklep vlade ali karkoli. Ne. Ja, sklep Tako vlade. da ti nimaš o tem kaj. Zdaj, če bi šli na to zgodbo ministrice, njena odgovornost je pa vsebinske narave. Se pravi, če mene vprašaš, skrb za vse segmente šolstva in ta najbolj ranljivi del, se pravi otroci s posebnimi potrebami in te šole, na kar je Ustavno sodišče še posebej opozorilo. To pa je njena težava. Ne? To pa nimaš kaj komentirati, to je treba pa čim prej narediti, se zauzeti, pogledati, če že do zdaj ni videla, kaj to pomeni za te otroke s posebnimi potrebami po različnih segmentih, ne? Bi morala zdaj takoj pogledati in ukrepati in izposlovati od vlade, da te šole začnejo delovati, ne? Ker to je mizerija za vse te otroke ali pa veliki del njih. No. Bernard, zdi se, ne, da vsakič, ko se doma zgodi kakšen zdrs, kot si ti recimo zdaj to poimenoval, ali pa vemo, da opozicija recimo ostro nasprotuje vladi, da se vlada potem nekako zateče v tujino ali pa v zunanjo politiko. Ne. Zdaj v teh dneh imamo kar 2 obiska na visoki ravni. Zunanji minister v družbi infrastrukturnega potuje v Združene države, kjer ga bo sprejel verjetno odhajajoči, njihov državni sekretar Pompeo, medtem ko predsednik vlade danes začenja državniški obisk v Izraelu. Kako ti vidiš ta 2 obiska? So to neki poslovilni obiski, glede na obe te administracije, ki sta jih obiskala, Janša in Logar oziroma bosta se poslavljata, ali kako drugače? Ne glede na to, ali so poslovilni ali ne, gre za visokooktanske dosežke slovenske zunanje politike. Nepredstavljivo v zadnjih 10 letih je bilo, da bi recimo zunanjega ministra v Washingtonu sprejel njegov kolega, državni sekretar. Mislim, da je to izjemen dosežek zunanje politike, da praktično v 3 mesecih 2 srečanji na tako visoki ravni, ravno tako dobri diplomatski odnosi z Izraelom, so dejstvo, da ta vlada na zunanje političnem področju dosega zavidljive rezultate, zlasti upoštevaje dejstvo, da je bila prejšnja vlada praktično mrtva v zunanji politiki, da je bil predsednik vlade non-entity, da je bil bivši predsednik vlade in takratni zunanji minister Miro Cerar non-entity, zdaj pa očitno so to neki, ne glede na to, da je verjetno gospod Pompeo v odhajanju, so to lepi dosežki, je pa verjetno v ozadju tudi dejstvo, da so resni pogovori o možnosti investicij oziroma prenosa ameriške tehnologije v morebitno gradnjo jedrske elektrarne drugega bloka JEK2. Vse to mislim, da je zgolj za pozdravljati in ne bi to povezoval z notranje političnimi konflikti, ki so prisotni, ampak da enostavno zunanja politika je ena izmed področji te vlade, ki ji lahko damo, vsaj jaz ji dajem zelo visoko oceno. Igor, kako se ti zdi, recimo zdaj v teh časih epidemije, pa pač nastanka te vlade, ki je v bistvu nastala po sili razmer, ker je pač prejšnja šla, vemo, so turbulence tudi znotraj strankarske in tako naprej v koaliciji, in sicer v političnem prostoru je to pač ugodnejše okolje ali manj ugodne okolje za recimo neko koherentno zunanjo politiko? Ključno je to, da imamo predsednika vlade, ki je pozicioniran, ki je dolgo v politiki in zato ima tudi nek renome znotraj teh konzervativnih krogov. Zdaj, o tem, kar je Bernard govoril, to je za podpisati, to so visoki dosežki, ampak tisto, kar je tu lahko problematično, to bomo sicer videli, kako stvar teče, namreč ta os Izrael, republikanska, konzervativna Amerika, ta os se je zelo okrepila v zadnjih 4 letih in zdaj, če bomo mi samo na to os vse stavili,
to ni dobro. Zdaj seveda je Janša v teh krogih pozicioniran, to za Slovenijo je lahko zelo dobro, ni pa nujno. Če bomo mi tu samo predmet nekih poslov, na katerih bojo dobičke vlekli drugi, se pravi ali Američani in Izraelci. Se pravi, da v vsakem primeru to so dobri koraki, ampak to bi mi morali spremljati z nekimi močnejšimi ekipami, ki bi znale presojati, ali smo mi to samo nek drobižek v velikih igrah, ali bomo znali tudi zase nekaj dobrega potegniti. Kako se sploh bi lahko uprl, Bernard, po tvoje, recimo temu, da nas te neke vele sile ali pa saj pač veliko močnejše države od nas politično, gospodarsko in sicer ne bi premetavale sem pa tja? No, jaz mislim, da predsednik vlade igra zelo pretkano igro, ko bi človek na prvo žogo pričakoval, da se bo postavil na stran Madžarske in Poljske. Se Slovenija ni zagrozila z vetom dolgoročnega proračuna Evropske unije in pa protikoronskega paketa v višini 1800 milijard, ampak je ravnal preudarno, taktično, prevzel neko mediatorsko vlogo. Jaz moram reči, da sem bil pozitivno presenečen nad intervencijo potem nemškega predsedstva in kanclerke Merklove, ki je zaznala to mediatorsko vlogo eksplicitno Slovenije in predsednika vlade, kar potrjuje to Igorjevo tezo, da je Janez Janša verjetno edini v tem trenutku slovenski politiki ima neko težo. Miro Cerar, Marjan Šarec, Tanja Fajon, čeravno se je danes samo razglasila za Miss Schengen, so non-entity. Nihče jih tako rekoč kljub njihovi vsiljivosti, prezentnosti ne pozna, medtem ko je Janez Janša dolgo progaš, lahko da ga nekateri ne marajo, ampak nesporno dejstvo je, njegove povezave znotraj Evropske ljudske stranke so pač take, kot so znotraj republikanskih mednarodnih asociacij, je tudi nenazadnje predsednik tega, podpredsednik združenja, tako da je tu po mojem na zunanjepolitičnem področju to zelo preudarna politika, da se ne veže nujno na prvo žogo na Madžarsko, Poljsko, ampak igra neko mediatorsko preudarno vlogo, čeravno jaz mislim, da bi morala Slovenija biti najbolj zaskrbljena, kar se tiče vladavine prava, ker če bi dejansko vladavino prava gledali, bi morali prvi državi, članici EU odvzeti sredstva, je to Slovenija. V redu, bomo tukaj postavili vejico, ampak ne nam iti gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo nam v resnici vlada. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brščič, pogovarjamo pa se o tem, kdo nam v resnici vlada v Evropi in pri nas doma. Igor, predno smo šli na oglase, je Bernard končal ravno pri vladavini prava, kar se mi zdi odlična iztočnica za naš drugi del oddaje. Namreč večkrat smo se že mi trije pogovarjali v Faktorju, recimo okrog Madžarske, in sta oba z Bernardom zagovarjala stališče, da Madžarska brani po eni strani krščansko Evropo, po drugi strani, da je skupaj s Poljsko seveda, da sta proti utež Nemčiji. Zdaj smo imeli pa v preteklih dnevih to pač hudo afero madžarskega europoslanca Jožefa Šajerja, ki ni kdor si bodi, on je tudi avtor sprememb madžarske ustave, eden najvidnejših članov Orbanove vladavine, žena je ustavna sodnica in tako naprej, ki je pač, tole mislim, da ne bo ta prava fotografija, to pa že, ki je pač, bom rekel, ena v vrsti afer, ki so se zdaj zgodile Fidešu v zadnjem času, namreč enega veleposlanika v Peruju so obsodili zaradi otroške pornografije, župana Džera, tudi iz Fidesz stranke, so poleti ujeli na jahti v Črni gori s prostitutkami, no zdaj pa še tega Šajerja nesrečnega na neki pač gej zabavi v Bruslju.
Kaj ti recimo na to komentiraš, Igor? To pomeni, da se je nekdo resno lotil Madžarske ali enostavno se teh pritiskov, o katerih sem govoril na začetku, drugače ne da zdržati kot pa takole? Veš kaj, verjetno eno in drugo. V vsakem primeru se mi zdi, da je Madžarska prišla do tiste točke vpliva, kjer je moteča za Nemčijo in jo je treba ustavljati. Ustavljati je pa treba čim bolj pri vrhu. Tako da to gotovo je ena zgodba. Tisto, kar je pa tudi zgodba, po moje, je vprašanje spolnosti v Evropi. Sploh, ne vem, če se spomniš, mi smo se 2008, 2009, 2010 ukvarjali s spolno politiko in tako naprej. Se mi zdi, to je ena pomembna zgodba, ki jo je treba, po moje, tudi zdaj je prilika, da se samo nazgražamo, to bojo pač počeli verjetno drugi, ki so za to bolj poklicani, ali pa mislim poklicani v tem smislu, da je to pač njihova raven. Im je to lažje, da se pač moralno stališče postavijo na mesto politično. Ja. To je ni treba. Ampak se mi zdi, da je to prilika, da se pokaže tudi na ta del, ne, da vendarle je treba tudi spolno energijo na nek način disciplinirati in da to si ne želimo, da bi to počela država, da je to pač preddržavna raven, družbena raven, da je to nekaj, o čemer se je treba pogovarjati na nek način tudi v šolskem sistemu. Skratka, to je velika tema in recimo ravno ta homoseksualnost, dokler bo razlog za diskvalifikacijo v političnih krogih, je to še zmeraj na nek način problem. Ne glede na to, zdaj, kaj kdo prakticira. Ampak v vsakem primeru se mi zdi, da se je spet pokazalo ponovno, ne, da homoseksualnost ni sprejeta in da je tu nekaj, kar vsak, ki recimo malo bolj straight živi ali pa zastopa te vrednote, kar tale gospod nedvomno je in tudi Fides kot desna konzervativna stranka, ki pravi, da brani krščanstvo, da ima seveda s tem tudi velike probleme. Bernard, zdaj, če bi gledali samo te primere nesrečne, ne, bi si lahko napačen vtis nastal, da krščansko Evropo branijo samo še pač kurbiri, pederasti pa pedofili, ampak to je verjetno napačen vtis, ne? Jaz mislim, da je pedroljubje oziroma prakticiranje homoseksualnosti enakomerno porazdeljeno. Zanimivo je, da imajo o tej aferi madžarski zelo veliko zapovedati levičarji, zapreseženi pedroljubi. Tudi pri nas dvigajo vik in krik, ampak mogoče bi mi malo pri sebi pometli, da imamo podobne probleme kanaliziranja prekomerne seksualne energije, kot je odkril Bojan Požar v primeru Igorja Pripca, spolnega nadlegovanja, se pravi, da imamo sami celo vrsto danes težav, da ne govorimo o tej homoseksualnem lobiju v slovenski politiki, ki je poseben primer, pa ne bi zdaj o imenih, kako so jih ravno spet Bojan Požar zasačili dotične predsednike strank na Dunaju, kjer so posedali na nekih klopcah z nekimi visokimi predstavniki slovaškega kmetijskega ministrstva. Skratka, te seksualne aferice, popoprane z sodomijo, so vse prisotne. Je pa ključno, ali je Fides sposoben samoočiščenja. Se pravi, da tak človek, po mojem, v neki spodobni, desni, konzervativni, krščanski stranki nima nobenega mesta. Čeravno je pa res, če upoštevaš novo doktrino papeža Frančiška, je pa tudi za take prostor v političnem življenju krščansko-demokratskih strank, glede na pozitivno naravnanost današnje RKC do istospolno usmerjenih. Hočeš reči Fratelli tutti, Bernard, ne?
Tako Vsi je, smo ja. bratje, ja. Vsi Evo, smo okej. bratje. Okej, ampak zdaj, Igor, če gremo zdaj na to, smo rekli, ne bomo moralizirali, politično stališče. Kaj je zdaj tukaj, zakaj je to recimo problem političen? Ali zaradi tega, kar pravi Bernard? Oziroma drugo vprašanje, kako bi naj zdaj po tvoje na Madžarskem vladajoča stranka odreagirala? Zdaj nekih rokohitrskih ukrepov jaz nisem zasledil, razen tega, da so rekli, da bojo preverili, če mu niso to naštimale, po domače rečeno, nemške tajne službe. Je gotovo. Država bi morala najprej to pogledati, kdo je v to zgodbo vpleten, to je nekako must-do, da vidi, kdo se vpleta v njihove posle, kdo jim diskreditira ključne ljudi. To je ena stvar. Druga stvar je, seveda morajo nek damage control narediti in pogledati, kakšno moralno škodo jim je vse to naredilo, ker vendarle vrednote, ki jih zagovarjajo in za kar so se borili, je v nasprotju s temi praksami, ki so bile tu odkrite. Tretja stvar, ki imajo priliko, je pa, da grejo v to, na kar je tudi Bernard na nek način namigoval, da vendarle se odnos do različnih teh spolnih praks spreminja. Prav je, da vse te zadeve in pride tudi v javnost v tem smislu, veš, da vse te povezave, ki so se morale dogajati na skrivni način, pridejo tudi v javnost, tako da vemo, kdo s kom ima kakšno relacijo. Recimo pri straight ljudeh si ti pač poročen in se ve, s kom imaš kakšno relacijo in je to tudi v zakonu zapisano, da ti ljudje, ki so vezani nate družinsko, so tam do 5. kolena, z njimi ne smeš poslovati in tako naprej, se pravi, to se koruptivno, medtem ko v teh povezavah, ki so tajne, in jih mi na nek način rinemo v tajno zaradi tega, ker jih delamo ker jih ne odobravamo oziroma jih problematiziramo. Tako da to je dvorezen meč. Veš, eni ljudje mislijo, to je fajn, to je treba ogrožati, zgražati se, grozno, kaj počnejo, ampak po drugi strani, o tem, kar je Bernard govoril, to je zadeva, ki je, in treba je zdaj ugotoviti, da je in v skladu s tem se tudi obnašati. Tako da se mi zdi, da ima Fides zdaj priložnost, da se glede vseh teh različnih spolnih praks malo drugače postavi, ne čist radikalno, ker nekako ne pritiče konzervativni stranki, ampak vendarle, da sproži neko diskusijo tudi o tem, kaj pa je s tem tu pri nas, kaj je s tem v družbi, kaj je s tem vse posod. Zdaj, nekateri mediji so poročali, da bi naj na tej zabavi, na kateri je bil ta nesrečni Jožef, tudi bili poljski diplomati. Koliko se ti zdi, Bernard, da recimo lahko ena taka afera, sploh če bo šla recimo še naprej, izgleda, da nastavki so, da bojo te informacije pač počasi dozirane v javnost, da se bo to zadeva vlekla, lahko oslobi ta madžarsko-poljski blok, ki je zdaj v bistvu ravno na prelomnici, ali bo zdržal pred pritiski iz Bruslja ali ne bo. Jaz mislim, da je to dejansko poizkus zlasti Nemčije verjetno kot dominantn, kot hegemona, verjetno tudi Francije, ki ima podoben interes zlomiti suverenistične sile. Glavni protagonisti suverenizma trenutno sta pa Madžarska in Poljska. Jaz močno dvomim, da bo domet te afere opaznejši. Mislim, da je to prhljaj na suknjiču, eden izmed poizkusov. Treba pa je upoštevati, da o Bruslju kroži krilatica, da je to Sodoma in Gomora, Pederburg, kot mu posrečeno pravijo nekateri, pa kako to, da so samo te dotične Poljake in Madžare ujeli, če so neki statistični podatki, da ne bi bilo 75% teh struktur Evropskega parlamenta in Evropske komisije istospolno usmerjenih. Tako da to vidim zgolj kot eden kamenček v boju med silami globalizma, ki ga predstavlja naveza Macron Merklova proti
suverenistom, ki vidijo prihodnost Evrope nekoliko drugače. Danes, po mojem, sploh ne gre več za klasičen konflikt med kapitalom in delom, ampak praktično med suverenizmom oziroma konceptom nacionalne države in pa multikulturnim globalizmom. In te multikulti globalisti so pripravljeni narediti vse, da se vendarle te relativno majhni državi, kot sta Poljska in Madžarska, zlomijo. Jaz si v interesu vseh nas Evropejcev želim, da bi poljsko-madžarsko upiranje oziroma veto, ki je nenazadnje v skladu z sporazumi EU popolnoma legalno in legitimno sredstvo, da bi obe državi zdržali, da bi tudi Slovenija neko pozitivno vlogo odigrala, kajti razumevanje vladavine prava v Bruslju je to, da če ti spoštuješ LGBT agendo plus podpiraš ilegalne migracije, potem z vladavino prava nimaš problemov. Ker če pogledaš Slovenija nikoli ni v Bruslju predstavljena kot država, ki eklatantno krši zakone, ki eklatantno krši človekove pravice. Zakaj ne? Zaradi tega, ker vedno Slovenija igra po pravilih bruseljskih globalistov in multikulturnikov. Bernard, veš, se mi zdi tle ena bolj pomembna stvar za moj okus, in sicer, ki je zadeva tudi vladavino prava, in sicer vprašanje prerazporejeno bogatstva. Poglej, mi smo imeli 5 milijard smo dali v sanacijo bank. In takrat so nas, sicer to ni bilo nikjer uzakonjeno, ampak nekako so govorili o tem, da bo to pravilo, ki bo veljalo za celo Evropo. Ni nobene direktive bilo na to temo, ampak mi smo morali banke prodati in banke sanirati oziroma dati na mizo 5 milijard. Seveda naprej se to ni več dogajalo, mi smo bili edini. In zdaj, kar je problem in je vezano na pravo in tako naprej, enakopravnost, če hočeš, in pravičnost, se pravi ne direktno na pravo, ker ni šlo za neke akte, ampak vendarle se mi zdi, da je to del te zgodbe. Vprašanje, ali je naša država kompetentna za to, da pogleda, kako so oni prišli do teh ocen. In o tem je recimo kolega z ekonomske fakultete Rand pisal nedavno, ampak v sobotni prilogi tudi objavil, na to ni štartala ne opozicija nobeden, da bi to vzel v pretres. Se pravi, tisto, kar je zame pomembno pri vladavini prava, je, da zagotavlja enako obravnavo, enakopravnost, neko pravičnost tudi v Evropi, in to je pravzaprav vsebina vladavine prava, ne. Mene kaj malo briga, ko gledamo, ali je nekaj, ki je objavljeno, to recimo, s čemer smo začeli. Ampak ideja tega, da je objavljeno, je v tem, da vsi vemo, da kaj je zdaj pravilo in da se tega tudi držimo. Držimo predvsem zato, da lahko svoje, recimo, bogastvo, svoje življenje živimo na polno in po pravilih, ki veljajo za vse. To je v Evropi kršeno. To je glavni problem. In tega se recimo Madžarska ne drži, noče držati, ko je šla obdavčiti leta 2010 banke, ki so v glavnem bile v tuji lasti. Namreč, kaj se zgodi? Isto, ko so pri nas. Ne? Banke pokupijo, potem ti pa prepovejo, da boš ti na bančne posle suvereno postavil nek davek. Ne? Potem, ko ti lupijo ljudi preko raznih zgodb od bankomatov, provizij, ne vem kaj, ne? Se pravi, ko banke niti ne upravljajo več one funkcije, ki so v dobrobit gospodarstvu in ljudem, ki živijo na tem področju, ampak samo cuzajo od ljudi, potem je seveda ljudje, ki imajo državo v tej lasti, je prav, da za te usluge pač z drugim sredstvom, se pravi s političnim sredstvom, dobijo ta sredstva vsaj v enem delu nazaj. In se na ta način saj regulira to, da če že multinacionalke, nemške, francoske, pokupijo vse in so lastnici, ne, potem recimo imamo zgodbo z Revozom, imamo cel kup teh zgodb, nekako tam ni profita oziroma so zelo redko
in jih ne moreš niti obdavčiti. Skratka, to je treba razviti neko strategijo in ta zgodba, o kateri mi je Bernard govoril, suverenizem. Suverenizem pomeni, da imaš ti idejo, kaj bi z lastno državo naredil. Če nimaš te ideje, potem je tudi ne rabiš. In pravo ti omogoča, da znotraj tega sistema evropsko-slovensko pravo zaščitiš ta svoj interes. In to se mi zdi, da je pomemben del zgodbe te pravne države in o tem, če je Bernard govoril, se pravi suverenizem proti globalizmu. Za globalizem se zavzemajo tisti, ki jih ščiti njihov privatni interes oziroma njihova nadmoč, monopol. Mi, ki smo manjši, bi morali uporabiti državo, da zaščitimo marsikakšen naš interes, predvsem ljudi, ki tukaj živimo, ljudi, ki tukaj delamo. Ampak tista tragedija, ki se meni zdi, je v tem, da so na globalističnih okopih tako vazelinska desnica, Evropska ljudska stranka, kot socialisti, kot zeleni. Skratka, sploh nimaš teh tradicionalnih več okopov med kapitalom in delom, ko bi morala levica nekje interese dela zagovarjati. Kdo je pri nas zagovarja interese multinacionalk, globalističnih korporacij? Ja, je vajna oziroma tvoja bivša ljudska stranka, se pravi, ta fajonizem je točno ta doktrina. In je neverjetno, kako se najdejo, povohajo te globalisti v Bruslju, kakšna složnost je naprimer med socialisti, zelenimi in Evropsko ljudsko stranko na eni in na drugi strani bavom Identiteta in demokracija na eni strani in ECR skupina, se pravi, to so pa populisti, ki pravijo preprosto, da vendarle obstaja nacionalni interes, da obstaja interes malega človeka, delavca, ki s svojimi rokami, svojo glavo služi za svoje preživetje in da je ta distopična prihodnost, kjer nam bojo te multinacionalke, velekapital praktično izžemali posamezne nacionalne države in da boš imel 1% družbo takih high-flyerjev, političnega razreda, popolnoma odtujenega od malega človeka, od slehernika. Mislim, tukaj so temeljna vprašanja za prihodnost demokracije, ker ta globalistična demokracija z mednarodnimi organizacijami, od Združenih narodov, Evropske unije, vodi v somrak demokracije, kjer posamezni Evropejec ne bo imel več praktično nobenega vpliva na življenje in moram reči, da si pa tega kot Slovenec ne želim. In je treba taki politiki, pa ne bo čist, ali jo zagovarja Janša, ali jo zagovarja Fajonova, reči ne. In tu vidim ključno vlogo in Poljske in Madžarske, ker njihov ne pomeni videnje Evrope kot skupnosti narodov, ne pa kot neke evrofederacije, popolnoma odtujene od slehernika. Lahko Aljuš še eno ilustracijo. 2013 je bil v Evropskem parlamentu sprejet neko napotilo svetu, da obravnava in kaj ukrepa v zvezi z davčnimi oazami. Ugotovili so, da je v davčnih oazah na leto gre približno, koliko je bilo takrat, 1000 milijard evrov. To je približno takrat bilo toliko, kot je seštevek vseh proračunov evropskih za zdravje. 1000 milijard takrat, danes je tega denarja verjetno bistveno več. Svet o tem niti razpravljal ni. Do danes Evropski parlament ni v zahtevo, recimo v novi sestavi, dajmo to spet na dnevni red. Vse, kar je bilo iz tega, se spomnite, so bili neki panamski, tisto odkritje, veliko delo se je s tem hvalilo. Potem je potihnilo. Nobenega ukrepa, tega denarja države ali pa Evropska unija niso zaščitile, niso dobile nazaj, niso prekanalizirale. In če mene vprašaš, je to ključna zgodba za levico ali pa za kogarkoli. In s tem se ne ukvarjamo. Ukvarjamo se pa z nekimi zadevami, kaj je kdo rekel, ali je tam on preveč trdo postavil kakšno stvar, ne ukvarjamo se pa s temi ključnimi zadevami. Kam grejo sredstva od tega, kar ljudje ustvarimo?
Ja, to je to, kar tudi Bernard pač opozarja, ne? Se pravi, ta konflikt med delom pa kapitalom je zdaj v bistvu zabrisan, oziroma večina etablirane politike je pač na strani tega, da se ta vprašanja ne razčiščujejo. Ampak tole sem hotel še vprašati te, Bernard, ki si rekel ne, a ta ne vključuje potem tudi recimo Slovenijo ali pa saj največjo vladno stranko. Namreč tednik Demokracija je v zadnji številki objavil pač en tekst, v katerem avtor pač opozarja, da bo Bog ustvaril virus, ki bo, če poenostavim, pač pogubil vse druge rase, ki niso bela nadmočna rasa in tako naprej. Se pravi, tu je en daljši sestavek, ki naprej še razlaga, da Kristus ni bil pač slučajno bel, itd. A je to zdaj nevarnost, da bi se recimo pod tem o katerem si ti govoril, prepoznali tudi taka stališča, oziroma koliko lahko taka stališča sploh pridobijo neko tiho sredino, neko tiho večino potem za to vrstno politiko? Jaz mislim, da bo prišlo slej ali prej do radikalizacije, če bo Evropa nadaljevala s to politiko multikulturnosti, tega fajonizacije, ki ne pomeni nič drugega kot to, da sprejmeš vse migrante, nezakonite iz tretjega sveta, da celotno Afriko in Levant preseliš v Evropo. Ko bodo enkrat v zadostnem številu ljudje spoznali, kaj to pomeni, kaj pomeni afrikanizacija Evrope, da to pomeni, da Evropa postaja Afrika, več ko bo Afričanov v Evropi, bolj bo Evropa podobna Afriki, ker Evropa je Evropa zaradi Evropejcev, Afrika je Afrika zaradi Afričanov. Pika. In to ni noben rasizem. In bojim se, da bo prišlo do potem zdrsa, pa v res ekstremne sfere, tako kot je bilo v času Weimarske Nemčije. Zdaj smo v Weimarskem času, se pravi popolne moralne dekadence, ko je še neko obdobje, ko se še vse te katastrofalne posledice migracijske politike v celovitosti ne izkazujejo, ko pa bojo ljudje ugotovili, da so postali tujci v lastni domovini. To v Sloveniji mogoče ni zaradi Afričanov, v takšni meri je pa recimo zaradi Albancev, takrat bo morda prepozno in takrat bojo taki glose v kolumn, kot je v Demokraciji, zaman, ker bo prepozno. Koga zdaj virus kosi, Igor? Tako kot pravi avtor tega zapisa, se pravi, da ta drug virus, ki bo prišel od Boga, bo pač une druge, če mu sledimo rumene, črne in tako naprej kosil, a ta zdaj pol bele kosi, ali kako je s tem? Spomnim se na začetku, ko je prišel virus v Združene države Amerike, so v začetku razglašali, da se ne dotakne črncev. Zaradi tega, ker v začetku dejansko ni bilo veliko črncev bolnih oziroma skoraj noben. No, potem, ko je pa prišel med črnce, se pravi, ko je prišel med te nižje sloje, potem je pa moril predvsem te nižje sloje in zdaj je razmerje teh, ki umirajo črni proti belem, je seveda na škodo črncev, zaradi tega, ker je to ključno razredna zgodba. Se pravi, ti ljudje, ki so revni, ti, ki imajo nizek standard, slabo prehrano, slab stil življenja, mislim slab v smislu podhranjenosti. Ja, absolutno, so pač bolj dovzetni za hujši potek bolezni. Tako je. In to se zdaj izkazuje v teh zgodbah. Tako da zadeva ni toliko krasna, kot je razredna. In spet, če bi se kaj morali naučiti iz virusa, je to, da bogate države, recimo Anglija, Španija, ZDA, z izjemo recimo Nemčija, Francija, recimo, so to zelo slabo prišle skozi po številu mrtvih in človek tega recimo ne bi pričakoval, razen mi, ki vemo, kako stvari tu tečejo, se pravi, da je zgodba razredna, da je tam ogromno teh ljudi, ki živijo v mizernih okoljih in njih je virus najbolj kosil. Se pravi, ne izbira med rumenimi, črnimi in vem kaj, ampak izbira in ima rajš
predvsem tiste, ki so v slabih razmerah. Skratka, ravnajmo samozaščitno in naj nam Bog pomaga. Dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil vladarski že 497. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj v času epidemije počnejo slovenski evroposlanci. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.